slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloviče sloviče matere. Živi nasi narodi, ki krepeni dočakat dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Leto 2025 gre počasi h koncu, a čaka nas še nekaj izjemno pomembnih obletnic dogodkov, ki so usodno vplivali na odločitev na poti v samostojnost naše domovine. 35 let mineva, kar je slovenski narod dokončno sklenil, da bo živel v svoji demokratični in neodvisni državi. In dogodek v teh prostorih v Poljčah na Gorenjskem 9. in 10. novembra 1990 je velika prelomnica na poti Slovenije v samostojno in demokratično državo. Spoštovani osamosvojitelji, spoštovane osamosvojiteljice, cenjene dame in gospodje, dragi gostje. Dober dan, dobrodošli v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje Poljče, ki sedaj deluje v teh zgodovinskih prostorih. Ravno v teh prostorih so pogumni poslanke in poslanci Demosa pred 35 leti odločali o bodočnosti Slovenije. Usoda slovenskega naroda je bila v njihovih rokah. Zato ne preseneča, ne skepsa, ne tudi nekaj straha. Oče samostojne Slovenije, dr. Jože Pučnik, je bil tisti, ki je spodbudil, da je padla odločitev, zgodovinska, pogumna odločitev. Slovenija bo postala samostojna, neodvisna država in o tem bo odločal slovenski narod. Kakšna usodna odločitev, nakljub vsem tistim, ki jim samostojna in svobodna Slovenija takrat, a žal tudi danes ne, ni bila sprejemljiva opcija. Spoštovane in spoštovani, sedaj pa vas prosim, da ostanete in z minuto molka se vsi skupaj spomnimo vseh tistih, ki so za samostojno Slovenijo dali največ, svoje življenje. Slava jim. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve s proslavo že leta prispeva, da ti zgodovinski trenutki in dogodki na Poljčah niso pozabljeni. Zato sedaj k besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Prosim. Drage poslanke in poslanci Demosovega poslanskega kluba, člani osamosvojitvene vlade, spoštovani gospod podžupan, demokrati in domoljubi. Dobrodošli v kraju, ki je bistveno zaznamoval našo osamosvojitveno pot. Tu v bližini Prešerna in Linharta
je primerno mesto, da se s polno zavestjo in s hvaležnostjo spomnimo, kaj pomenijo Poljče na dolgi poti v suvereno slovensko državnost. Po stoletjih sanj, želja, političnih izjav in pozivov pomeni leto 1990 čas prehoda v končno fazo izvedbe osamosvojitvenega projekta. Ni izhajal iz skrivnega sestanka, ampak iz dveh ključnih, svobodnih, prostovoljnih in javnih izrazov volje Slovenk in Slovencev, ki so podprli osamosvojitveni namen, kot so ga definirale stranke slovenske pomladi, zbrane v koaliciji Demos. Prvi in bistveni izraz osamosvojitvene volje se je zgodil na prvih demokratičnih volitvah, ko je z državotvorno idejo zmagal Demos proti predlogu političnih sil komunističnega porekla, ki so predlagale jugoslovansko prihodnost Slovenije. S to zmago so bili zagotovljeni tudi temeljni politični pogoji za izvedbo projekta, prevzem zakonodajne večine in izvršilne oblasti. Beograd je nanjo na dan izvolitve Demosove vlade reagiral z razorožitvijo slovenske teritorialne obrambe. Plebiscit 23. decembra 1990 pomeni pomembno nadgradnjo volje izražena na prvih demokratičnih volitvah, brez katere ga ne bi bilo. Če so volitve prinesle tekmo med slovensko državotvorno in jugoslovansko idejo, je prinesel plebiscit zgodovinski izraz slovenskega skupaj brez primere. Ne samo z visokim rezultatom, ampak tudi s političnim pristopom k izvedbi plebiscita z zakonsko določenim končnim rokom za izvedbo projekta. Mislim, da se je takrat zgodilo edinstveno glasovanje v takratni skupščini, ko proti zakonu ni bilo niti glasu proti. Dragi prijatelji, jasno se spominjam tistega dne v Poljčah, ki je prinesel odločitev plebiscitu. Ni bilo prav nič romantično, prej bi rekel smrtno resno. Osamosvojitveni čim prej se je moral soočiti z realnostjo obrambne pripravljenosti. Takrat še nismo bili dovolj pripravljeni na napad, ki se je zgodil junija. Posledica tega je bil 6-mesečni rok za proglasitev države. Dovolite, da omenim še eno ključno dejstvo. Ko je že dišalo po svincu, je bil potreben še zadnji izraz plebiscitarne osamosvojitvene volje. Zgodil se je 28. aprila na Brdu, ko so se predsedniki 6 Demosovih strank drug za drugim izrazili, da so pripravljeni iti do konca. Volja po državi ni bila dovolj, potrebno jo je bilo zavarovati. Vesel sem in hvaležen, da smo v skupni odgovornosti uspešno opravili tudi to preizkušnjo. Naj končam s poudarkom na bistveni razliki med revolucionarnim in osamosvojitvenim projektom, med Čebinami in Poljčami. Prvi nas je tragično razklal, drugi nas je povezal in poenotil v projekt svobode za vse. Pri osamosvojitvi smo bili vsi naši. Šele osamosvojitev je prinesla slovenskemu narodu resnično svobodo, kot se je izrazilo v tem Slovensko ustavno sodišče. To je vredno spomina in praznovanja. To je tudi navdih za skupno pot naprej. V času, ko doživljamo vojne in globalno polarizacijo, je zavest o tej razliki še bolj pomembna. Iskati moramo pot in se odločati tako, da bomo v bistvenem krepili slovensko skupnost, kajti razdeljeno kraljestvo propade. Dovolite za konec še malce hudomušno pripombo. Nedaleč od tu si lahko ogledate v nekem muzeju rdeče čeveljce neke naše pomembne politične osebe. Z veseljem vam povem, da bomo lahko v nekem drugem kraju 26.12. prisostvovali odprtju muzeja osamosvojitve Gorenjske. Hvala, spoštovani gospod Fran Čebulj, župan, za vztrajanje in zvestobo vrednotam osamosvojitve. Cinično so ukinili muzej slovenske osamosvojitve, ne da pa se ukiniti osamosvojitve. Se vidimo v cerkljah.
Bog živi samostojno in demokratično Slovenijo. Hvala lepa gospodu Peterletu. Kakšen je bil namen dvodnevnega posveta v Poljčah? Predvsem je šlo za to, da se poslanci takrat vodilnega Demosa seznanijo vsemi tveganji in morebitnimi posledicami, ki jih bo v prihodnjih dneh, mesecih, morebiti celo desetletjih, kot so nam jih napovedovale svetovne velesile, doživljala Slovenija. Politiki pa jih bodo morali reševati in predvsem zagovarjati, ko bo navdušenje o samostojnosti prešlo v realnost. Seveda so se pojavljali številni pomisleki in dvomi, a v politični in logični obrazložitvi posameznih strokovnjakov so bili predlagani sklepi o razpisu referenduma sprejeti z navdušenjem. Prav tako so visoko podporo na navzočih doživeli tudi ostali sklepi in predlogi, ki so bili nujni za priprave in dokončno osamosvojitev Slovenije od vojaške, carinske in monetarne ter ekonomske politike, ki so pač nujni za razglasitev države samostojne Slovenije. Prej trije, zdaj pa vsi. Ansambel Gašperi. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, ki je najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, prek griča dalin gora, v daljavi še modro morje ozrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi Poljče zapojemo. Ne išči sreče drugod Kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje. ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je breg sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer smo doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, Pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje. Ne išči sreče drugod kot le doma.
Hvala lepa Gašparjem. Še se seveda vrnejo. Ob obeleževanju dogodkov, ki so pripomogli k samostojni domovini, vedno poudarjam ali pa vedno poudarjamo eno bistvenih nalog vseh nas, ki smo sodelovali v teh dogodkih in se jih ponosno spominjamo. Dejstva in spomine, domoljubje in vrednote osamosvojitve moramo prenašati na mlajši rod. Mladim moramo v zapuščino predati ljubezen do domovine, do samostojne in demokratične Slovenije. In ne samo predati. Naša naloga je, da jih naučimo, da domovino cenijo, branijo in spoštujejo, ter da varujejo vrednote njene osamosvojitve. Spoštovane in spoštovani, spregovoril nam bo član mladinske sekcije Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Triglav, Andrej Poglajen. Drage Slovenke in Slovenci, spoštovani domačini, dragi prijatelji, spoštovani osamosvojitelji. Ko danes stojimo tukaj v Poljčah, stojimo na zemlji, kjer se je začelo nekaj, kar lahko brez sramu imenujemo čudež slovenskega naroda. Tu v teh prostorih, med temi gorami, se je novembra 1990 rodila odločitev, ki je spremenila zgodovino. Odločitev, da bomo Slovenci sami odločali o svoji prihodnosti. Tukaj ste se v skromnosti in tišini novembra leta 1990 zbrali možje in žene, ki ste si upali sanjati. Upali ste izreči tisto, česar si prej nihče ni drznil. Da je čas, da Slovenci sami odločamo o naši prihodnosti. Da ne bomo več podložni tujim središčem moči, ampak gospodari lastne zemlje, lastne usode in lastnih sanj. Bili ste različnih pogledov na prihodnost, a vse skupaj vas je povezovala ljubezen do domovine. V tej ljubezni do naroda, domovine ter tudi vere se je rodila ideja plebiscita. Tu se je rodila odločitev, da bo ljudstvo vprašano, ali želite živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. Čez 43 dni je ta ideja postala stvarnost. Slovenski narod se je zgodovinsko odločitvijo izrekel, da hoče živeti v samostojni, neodvisni in demokratični Republiki Sloveniji. Za razliko od veljakov in od zadnjih komunistične partije, slovenski osamosvojitelji niste imeli bajnih finančnih zaledij in drugih vzvodov moči. Prav tako slovenski narod, za razliko od okupatorja, ni imel prepotrebnega orožja in opreme, s katero bi se zoperstavil okupatorski vojski. A v vas je žarela želja po resničitvi tisočletne želje slovenskega naroda, biti gospodar na naši zemlji. Danes, 35 let kasneje, se je ta iskra, ki ste jo zanetili ob osamosvojitvi, spremenila v velik plamen. In ta plamen gori v nas mladih. Moja generacija ni imela časti biti deležna branjenja slovenskega naroda in osvobajanja naše dežele. Po drugi strani pa imamo ta privilegij, da nismo trpeli trde roke komunističnega totalitarizma prejšnje države. Mi smo generacija, kateri so detki, babice ter tudi mame in očetje pripovedovali o tem, kako so leta 1988 protestirali na Roški ulici, ko se je komunistični režim znesel nad Janezom Janšo, Davidom Tasićem, Ivanjem Borštnerjem in Francijem Zavrlom. Smo tista generacija, ki vsake 4 leta v starostni skupini od 18 do 31 let na volitvah najbolj množično podpre tiste politične opcije, ki svojo politiko gradijo na duhu slovenske osamosvojitve in ne na lažni slavi režima prejšnje države. In končno nismo tista generacija, ki je odraščala z idejami demokratičnega, svobodomiselnega, liberalno-konzervativnega, prostotržnega zahodnega sveta, zgrajenega na krščanskih vrednotah ter principih in ne o prebiranju komunističnega manifesta ter idejah razrednih sovražnikov in brezrazrednih družb. Veliko ljudi različnih starosti me vpraša, kako to, da smo mlajše generacije tako ponosne na naš narod, državo in okolje, v katerem živimo. Nenazadnje sem na to vprašanje zadnjič odgovoril nekako takole.
Ljubiti našo državo pomeni biti ponosen in vihteti slovensko zastavo ob uspehih, pa tudi neuspehih naših športnikov. Ljubiti domovino pomeni to, da ti zaigra srce in te zasrbijo pete, ko slišiš našo slovensko glasbo. Ljubezen do domovine je to, da se ti od sreče zarusijo oči, ko se iz tujine vračaš domov. Pomeni tudi to, da pomagaš rojakom, ko se pripotijo naravne nesreče. Ljubiti domovino pomeni, da sam sebi obljubiš, da boš lastno življenje ustvarjal in gradil doma, tudi v obdobjih, ko vladajoči z njihovimi politikami tega ne spodbujajo. Biti domoljub pomeni, da se sam poučiš o slovenski osamosvojitvi, kljub temu, da v šolah o tem pri pouku zgodovine redko teče beseda. Ljubiti svoje na koncu koncev Ljubiti svoje na koncu koncev pomeni tudi spoštovati tuje. A ljubezen do domovine ni le čustvo, ljubezen do domovine je dejanje, je odločitev, da ne obupamo nad našo državo, četudi nas njeni trenutni voditelji vsak dan znova razočarajo. Je odločitev, da kljub vsemu ostajamo zvesti vrednotam, na katerih je bila Slovenija zgrajena. Svobodi, demokraciji, odgovornosti, poštenosti in delu. Ko se danes ozremo okoli sebe, vidimo, da so nekateri državni voditelji izgubili duh, ki nas je leta 1990 ter tudi kasneje povezoval. Namesto tega se zatekajo k malikovanju obdobju, v katerih slovenski narod ni prosperiral. Prevečkrat slišimo, da se ne splača truditi, da nič ne pomaga, da ne bi bili vsi isti, a resnica je popolnoma drugačna. Če se lahko naši starši in dedje v času, ko so imeli veliko manj in jih je teptala noga totalitarizma, našli moč za pogumno odločitev in združitev naroda, potem je lahko tudi mi danes, v miru, svobodi in demokraciji. Na nas mlajših je zdaj odgovornost, da tisto, kar ste vi, spoštovani osamosvojitelji, zgradili z voljo in pogumom, tudi mi nadgradimo z znanjem, ustvarjalnostjo in napredkom, kar nam je konec koncev prinesla osamosvojitev. Osamosvojitev je temelj, na nas je, da na teh trdnih in odločnih temeljih tudi gradimo naprej. Drage Slovenke in Slovenci, danes se mnogi sprašujejo, kakšna bo prihodnost naše države. Bo Slovenija ostala država, kjer se šteje pošteno delo, spoštovanje človekovega dostojanstva, tudi samega življenja nasploh in pripadnost skupnosti? Odgovor na to vprašanje ni v Bruslju, ne v Ljubljani, pa tudi ne v politiki. Odgovor je v nas samih. Vsak od nas s svojim delom, s svojim glasom, s svojim zgledom soustvarja prihodnost. Če bomo kot narod spet znova stopili skupaj, tako kot ste leta 1990 osamosvojitelji stopili skupaj v Poljčah, če bomo znali ločiti zrno od plevela in odkriti, kaj nas povezuje in ne samo, kaj nas ločuje, potem se za Slovenijo ni potrebno bati. Tako kot ste nekoč osamosvojitelji stopili skupaj v Poljčah, tako moramo danes mi, mladi, vsak na svojem področju, stopiti skupaj za prihodnost generacij, ki prihajajo za nami. Da bodo čez 35 let, ko bodo tukaj stali naši zanamci, tudi sami rekli, naši predniki niso le govorili o domoljubju, ampak so ga tudi živeli. Velikokrat slišim pregovor, na mladih svet stoji, vendar sam temu pregovoru vedno rad dodam, da lahko mladi težo sveta nosimo izključno zato, ker nam v oporu stojite vi, tisti, ki ste izkušenejši in modrejši. In to ste vi, naši osamosvojitelji. Vrednote, ki so nas vodile leta 1990, niso zgodovinski spomin, temveč so zemljevid za prihodnost. Če smo takrat vedeli, da je mogoče premagati okupatorja, če smo verjeli, da lahko postanemo samostojni, potem moramo danes verjeti, da je mogoče ustvarjati pošteno, pravično in uspešno Slovenijo. In zato ne smemo dovoliti, da se v slovenski prostor znova vrača duh razdora, ki nas je v preteklosti že tolikokrat oslabil. Ne smemo dopustiti, da bi mlade učili, da je domoljubje nekaj zastarelega ali pa celo nepotrebnega. Domoljubje ni sovraštvo do drugega, domoljubje je edino in samo ljubezen do svojega. Hvala lepa.
Hvala, Gašperjem.
No, če ste dobro poslušali Andrejev govor, je pravzaprav vse tisto, kar sem napovedal v najavi, uresničil in nam nekako zatrdil in zagotovil, da pa vse to naše delo, ki ga dajemo našim mladim in prenašamo to svoje naše znanje in svoje domoljublje, ni zaman. Pa še sem se spomnil vmes, ko so Gašperji igrali, a veste, da se število veselic v Sloveniji iz leta v leto povečuje in da na veselice hodi mlada generacija, ki pleše polke in valčke na slovensko muziko. Spoštovane in spoštovani, ta naša srečanja, naše proslave in ostali dogodki v času osamosvajanja so enostavno ena zgodovinska ura. Zgodovinska ura, da se, zelo enostavno povedano, nikoli ne pozabi na čas in odločitve za pot v samostojnost. Del te zgodovine bo z nami delil slavnostni govorec na obeležitvi 35-letnice odločitve o slovenski samostojnosti, sodelujoči na takratnih dogodkih v Poljčah, član Demosa in Skupščine Republike Slovenije, gospod Andrej Muren. Lepo prosim. Hvala za besedo. Spoštovani, dober večer vsem skupaj. Torej, za današnji sestanek so me nekako določili, da povem nekaj besed o tedanjem dogajanju kot takratni delegat, Demosov delegat tiste naše trodomne skupščine. V Poljčah, takrat 9. in 10. novembra, smo v bistvu potrdili nekako način sprejemanja odločitve, kako bomo šli v samostojnost, kako bomo izvedli to samostojnost. Imeli smo načelno dve možnosti, ena z ustavo, ki bi to določila in ki bi potem potrdili na referendumu, in druga s plebiscitom. Zdaj, sprejeta je bila ta verzija z plebiscitom, to pa zato, ker ustava še ni bila pripravljena. To je bilo naporno delo in je pač še zavleklo. Zdaj, preden bom daljne stvari predstavil, mogoče bi omenil prej dve dilemi. Prvo, zdaj, kdo je dal to idejo o samostojnosti in kdo je najbolj zaslužen za izvedbo te samostojnosti? Idejo o tej samostojnosti so dali slovenski razumniki, ki so se začeli zelo udejstvovati v začetku 80. let. Bili so zgodovinsko gledano tudi nekateri posamezniki, ki so že predtem govorili, samo tisti so bili redki, pa v tiste časi in razmere niso bile temu primerne, da bi se to dali realizirati. Najbolj zaslužen za realizacijo je bil pa zagotovo Demos. Demos, potem, ko je bila vzpostavljena Demosova vlada, je vodil vse postopke od začetka do konca. Treba pač povedati, da leva opozicija ni bila niti najmanj naklonjena temu osamosvajanju, nekako nekatere sklepe potem potrdila zelo s tistimi zubmi, ko so ugotovili, da bi njihovo nasprotovanje jim odneslo preveliko število volilcev. No, druga dilema, zakaj pa sploh imeti samostojno državo? Kot majhni narod smo bili kot v samostojni državi zelo izpostavljeni. To je bilo pa zato, ker je prišlo do spoznanja, da v nobeni skupnosti, v nobeni večnacionalni državi ne bo mogoče zagotoviti našega narodnega obstoja, razvoja in slovenske kulture. Torej, če na hitro povem, samo te zadnje tri države, ki smo bili, Stara Avstrija, pa Stara Jugoslavija in Nova Jugoslavija. V Stari Avstriji nismo imeli niti svoje dežele, ampak smo bili razdeljeni na 4 različne kronovine. V Stari Jugoslaviji smo dobili že Dravsko bavanovino, sicer ne prodan, ampak smo dobili, ki pa je bila zelo malo samostojnosti, ker je bila Stara Jugoslavija dosti centralizirana država. V Novi Jugoslaviji smo pa sicer dobili formalno republiko, z veliko besedami in formalnimi svoboščinami, dejansko je bila centralizacija zaradi totalitarnega sistema še večja, kot je bila v Stari Jugoslaviji, in smo pač še nismo svojega problema rešili. Zdaj, Jugoslavija se je šla skozi več teh faz razvoja, ampak po 70 letih je prišlo do krize, tako politične kot gospodarske krize. Ta kriza se je po Titovi smrti še zelo stopnjevala, hitro se je pospeševala.
In to situacijo je izrabila Srbija, ki je hotela izvesti še večjo centralizacijo države, se z namenom, da bi zajemala akumulacijo finančno iz Slovenije in Hrvaške. Vse to početje je seveda vzbujalo nezadovoljstvo v Sloveniji, začele so se pojavljati razna civilna družba, pa politična gibanja in tudi vloga razumnikov se tem pojavlja tem, da so tudi razumniki začeli intenzivno razmišljati, kakšne so druge variante. In seveda, ta odločitev je bila hitro pri roki. Zdaj, leta 1982, če se prav spomnim, je bila ustanovljena nova revija, ki je odigrala zelo pomembno vlogo v nadaljnjem političnem razvoju. Še posebej njena 57. številka. V letu 1988 je bila narejena pisateljska ustava, ki tudi že nekako poudarjala suverenost slovenskega naroda. Torej, ena in druga, seveda, dokument je zelo hudo nasprotovanje zbudil med levimi, ampak pač mogli so ga nekako sprejeti. No, situacija, seveda, kot sem rekel, se je še slabšala, namreč potem, ko je v Srbiji vyšel ta srpski memorandum te Srpske akademije, pa ko je prišel na oblast Milošević. Ta je zelo poslabšal situacijo in seveda tukaj se je pri nas tudi začelo čedalje bolj delati na tem, da se bo kaj drugega naredili in premaknili. Tukaj mogoče za konec leta 1987 bi omenil samo še ta znani litostrojski štrajk, na katerem je France Tomšič zahteval po ustanovitev samostojnih neodvisnih sindikatov in je bila podana iniciativa za ustanovitev socialdemokratske stranke. Prelomni dogodek v naslednjem letu je bila aretacija četverice in sojenje pred vojaškim sodiščem v srbskem jeziku. To je zelo razburilo ljudi, začele so se nekako množična zbiranja, bili so neki protesti, ustanovljen je bil takoj par dni potem odbor za varstvo človekovih pravic, ki je odigral pomembno vlogo in je deloval dobri 2 leti. Postavil se je tudi odbor, naslednje leto odbor za ustavo, začele so se tudi ustanavljati politične zveze. Prva je bila Slovenska kmečka zveza, mislim, da je bilo že maja leta 1988, ostale pa po začetku leta 1989. Prva Slovenska demokratična zveza, sledila je potem Slovenska socialdemokratska zveza, potem so bili krščanski demokrati, zeleni, pa tudi še Slovenska obrtniška stranka. V maju, mislim, da je bilo 8. maja leta 1989, pardon, je bila predstavljena Majniška deklaracija. To je bil zelo pomemben dokument, ki je javno bila prebrana na Kongresnem trgu. Povzemala pa je precej to misli iz pisateljske ustave, samostojnost in suverenost Slovenije. Kot odgovor na to so stare sile naredile temeljno listino Slovenije, ki pa je bolj kako poudarjala bolj zvestobo Jugoslaviji. No, konec leta 1989 so se te politične zveze novo ustanovljene začele povezovati in so ustanovili koalicijo Demos. Ta je bila izjemnega pomena, ker brez te koalicije ne bi bilo mogoče zmagati na volitvah. Če bi se vsaka stranka šla posebej, zagotovo je bi uspelo. To je bil nekako uspeh, doseg, ki ga do sedaj nismo mogli ponoviti. Pa še nekje je bilo, tedanja trodomna skupščina imela volitve v 2 zbora po večinskem načelu in že ta je zahteval združevanje in predhodno povezovanje. No, medtem je tudi Slovenska socialistična skupščina še naredila neke amandmaje k svoji ustavi, ki so dovolili politično združevanje, pa ki so nekako rekli, da ne smeš nihče narediti izrednega stanja v Sloveniji, brez privoljenja skupščine, pa tudi o samodločbi so nekaj govorili. No, potem je prišlo do volitev v letu 90, na katerih je zmagal Demos. Sicer samo z relativno majhno večino, ocenjujemo okoli 127 poslancev od, mislim, da je to 240, ampak to, da je večina bila, morala je biti. 16. maja je bila vzpostavljena ustoličena Demosova vlada, ki se je takoj na začetku spopadla z hudimi težavami, zlasti gospodarsko krizo.
Še prej, dan ali dva prej, je pa JLA pobrala večino orožja teritorialne obrambe. In seveda zdaj, v tej situaciji, ko je začela pripravljati te osamosvojitvene poteze, je bila priprava na obrambo zagotovo najbolj pomemben dejanje vseh, ker če ti ne bi ta obramba potem naslednje leto uspela, bi bili vsi ostali ukrepi zastojni. No, v glavnem, tukaj naprej je še te postopki so, oziroma te premišljanje o tem, kako izpeljati osamosvojitev, so tekli naprej. Najprej je bila predstavljena deklaracija o samostojnosti Slovenije, ki jo je podala Slovenska obrtniška stranka, mislim, da je bilo že kar aprila, kdaj, leta 1990. V bližnjem istem času je tudi socialdemokratska mladina razmišljala nečem podobnem. Slovenska demokratična zveza pa je na svojem kongresu tudi nekaj takega določila in ko so se obe stranki med seboj uskladili, je bila taka usklajena deklaracija vložena v skupščinsko proceduro pod imenom deklaracija o polni suverenosti države Republike Slovenije. Ta vložitev je povzročila veliko nemir med levimi silami, ampak nekako so bile prisiljene potem po precejšnji razpravi podpreti, tako da je šla skozi. Hvala Bogu, ne. Med drugim Italija je tudi predvidevala, da bi bilo treba narediti ustavni zakon, ki bi razveljavljal nekatere zvezne zakone, in ta ni bil približno do septembra sprejet. Delo na novi ustavi je tudi potekalo pod vodstvom ustavne komisije, tam že od poletja 90 naprej, ampak se je hitro tam zapletlo, ker je bilo veliko različnih mnenj, veliko različnih pripomb in tako je stvar šla počasi naprej. V septembra je bil spet tudi zakon o ljudski obrambi, ta je spet naredil hudo kri v zveznih organih. Dana je bila tudi pobuda Slovenije ostalim republikam, da se Jugoslavija preoblikuje v konfederacijo. Pozitivno je odgovorila samo Hrvaška, ostale 4 republike so zavrnile, kar je v bistvu pomenilo, da je pač Jugoslavija mrtva, da neč ni mogoče jo več obuditi. No, seveda, v oktobru so dali socialisti tudi pobudo, da se naredi plebiscit, s katerim bi izglasovali samostojnost. Zdaj ne vem, a so mislili resno ali ne, vem pa, da tako Demosova vlada nad tem ni bila navdušena, več tudi zato ne, ker so pač priprave brezzahtevne na to, tudi v Demosu samo vem, da ni bilo navdušenja, ampak nekaj je bilo pa treba storiti. In ker so bila različna mnenja, kaj narediti, kako narediti, je bilo sklicano ta sestanek v Poljčah, da se to razčisti, da se ta različna mnenja uskladijo. Ta sestanek je bil sklican bolj kot ne precej tajno, niti novinarji niso bili prisotni, pa če se prav spomnim, celo dnevni red ni bil naprej podan, v glavnem se potem samo o tem plebiscitu razpravljalo. Bila so seveda tudi nasprotovanja, ravno zato zaradi slabe pripravljenosti, pa pomisleko, kaj pa bo, ampak na koncu po tej precej burni razpravi so se nekako uskladili delegati, da se to izvede s plebiscitom. Tukaj je bil zelo zaslužen Jože Pučnik, ki je nepopustljivo na to pritiskal. Podan pa je bil predlog, da se izvede plebiscit 23. ali 30. decembra istega leta. Jože Pučnik je nekako to razložil tako, kako je prišel do tega datuma. To je pred Božičem, takrat grejo slovenski naši južni bratje na jug dol domov, pridejo pa naši zomki iz Nemčije pa Avstrije. Pa bomo mogoče to malo spremenili število glasov. No, koliko je to statistično učinkovalo, ne vem, ampak tako se je zgodilo potem. 23. potem obladal veljal ta zakon. No, spet smo potem mogli sprejeti zakon o plebiscitu, sprejeti v začetku decembra, ampak tukaj se je spet zapletalo, ker je opozicija hotela, da se sprejme s kvalificirano večino, to je večino vseh glasov volilcev. Demos je da pač prvotno predlagal navadno večino. No, po precejšnjih razpravah smo to privolili, ker drugače ni šlo skozi in pravzaprav smo potem videli na samem plebiscitu, da smo se bali zastojn, ker je bilo 88,5% vseh volilnih upravičencev za. V naslednjem letu seveda je tako iztekla naprej sprejemanje osamosvojitvene zakonodaje, obrambne priprave in do 25. junija, ko so bili pa spet vsi temeljni dokumenti. To pa je temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
Ustavni zakon za izvedbo te temeljne listine in deklaracija o neodvisnosti Slovenije. Naslednji dan, 26. junija, smo imeli proslavo na Trgu Republike, 27. junija na vseh zgodnih jutranjih urah se je pa začela vojna za Slovenijo. To vojno smo dobili, smo zmagali in potem smo bili v bistvu, kljub tromesečnemu moratoriju, smo tako rekoč bili že neodvisni. 16. oktobra, če povem, se je spomnil, istega leta se je JLA odpravila dokončno iz Slovenije ven in to je bila pa potem dejanska samostojnost neovirana. 13. decembra smo sprejeli novo ustavo končno, potem se je pa začelo tudi mednarodno priznavanje slovenske države. In 22. maja naslednje leto, 92, je bilo pa sledil že vstop Slovenije v Organizacijo Združenih narodov. In smo tako rekoč postali prava država, mislim, da smo bili takrat 176. članica. No, to bi bilo načelno vse okoli tega, za konec pa mi še hotel povedati par misli o budućnosti. Ko smo mi dobili končno svojo državo, smo rekli, zdaj smo pa na konju, zdaj bomo postali pa normalna evropska država, porazitosti se bomo približali zahodnoevropskim državam. Vendar ni bilo čisto tako, namreč zvrstilo se je kar nekaj levih vlad, vse so nas vlekli navzdol, namesto da bi predvali smo zaostajali, do zadnje vlade zdajšnje, ki pa vlada tako, da je že celo naša samostojnost pod vprašajem. In tukaj bo naslednja vlada morala odločno poseči in to presekati in nekaj intenzivnega ukreniti, da bo to šlo do bolje. Druga stvar pa je, mi smo se vključili leta 2004 v NATO in v Evropsko unijo. Ta Evropska unija sama po sebi je bila čudovita zamisel, verjetno ena največjih v evropskih v zadnjih parih stoletjih. Ampak to je bilo pred 21 leti, smo vstopili, zadnja leta pa opažamo, da se stvari slabšajo. Predvsem si tam bruselska birokracija, ki ni od nikoder bila izvoljena, prilašča čedalje več pristojnosti. Evropska komisija hoče čedalje več stvari prenašati na center. Začeli so se vmešavati v notranje zadeve posameznih držav članih, posebej manjših. Vsiljujejo nam neke razne agende, kot recimo zelena agenda ali pa prisilno sprejemanje migrantov. To so same škodljive prakse, ki nam lahko zelo škodijo. Poznate pa tudi ta najnovejši, oziroma ni novejši, se je že kar nekaj časa incident z ustavnim sodiščem. Kaj se je zgodilo, to veste, da ne ponavljam. In se je tudi tukaj bo morala nova vlada se temu temeljito zoprstaviti. Da ne bomo prišli nekoč do tega, ker se bojim tega, ampak da bomo spet se mogli tukaj v Poljčah dobiti, pa še enkrat sklepati o tem, da bomo šli nekam drugam na svoje. To vse. No, Bog ne bi Slovenija. Hvala lepa. No, ampak vseh teh letih, ko se vračamo in obujemo spomine v Poljčah, smo se vse navadili, kako čim hitrejš sem prideti. Tako da zagotovo pridemo. Današnjo prireditev 35. obletnici dogodkov v Poljčah bomo zaključili domoljubno slovensko, tako kot se spodobi. En skupen nastop so pripravili ansambel Gašperi in pa naš prijatelj, pesnik Igor Perkovič. Dober večer, spoštovani gostje, spoštovani domoljubi, spoštovani veterani. Tisti dan smo čakali, eni pa so jo tepihovali. V tisti dan smo verjeli, eni pa si je niso želeli. Tisti dan smo čutili, eni pa bi nazaj se vrnili. Tisti dan smo izbrali, eni pa bi takrat kar obstali. Danes je to domovina tudi vseh tistih, ki niso takrat in na široko odpirali vrat, kar zdi se nje veličina. Danes je to domovina, ki lahko tistim pogleda v obraz, ki so takrat ustavljali čas, drugo je vse zgodovina.
vendar naj tisti, ki so iskali druge koristi, sklonijo glavo pred očetnjavo. To, kar potrebuje, srce si že poišče in pravo proti izbere, ko pride na križišče. Ko nazaj se vračam in skočim med spomine, je nekaj neminljivo, saj nekaj pač ne mine. So stvari na svetu, ki na nje kar pozabiš, in so stvari, ki znova v srce jih rad povabiš. Saj najlepše niti so v krog življenja stkane. Stvari gredo po svoje, a nekaj pa ostane. Dom, domovina, družina so zame 3 svete stvari, ker zanje še enkrat v življenju prehodi bil iste poti. Dom, domovina, družina, ker srečen sem, da jih imam, mi dajejo toplo zavetje, brez njih bil bi ranjen in sam. Dom, domovina, družina so zame 3 svete stvari, ker zanje še enkrat življenju prehodil bi iste poti. Dom, domovina, družina so zame 3 svete stvari, ker zanje še enkrat življenju prehodil bi iste poti. Ja. Hvala Gašperjem, ki poleg tega klasičnega repertoarja radi zadeve tudi aktualizirajo. In ker ste že bili pri besedi, Tomaž in Danilo, bi prosil zdaj v cel ansambel za legendarne Avsenikove Murke. Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v lepi tragi, tam, kjer encijan plav s Prešernovo nežno vabi, to dolino zeleno me vliče tako kot v nobeno. Njej Aurikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno, a vrh strme večine grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vsebine. Ti dolina zelena s krvjo prebojena predraga, te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Tam, kjer encijan plav s Prešernovo nežno vabi, to dolino zeleno me vliče tako kot v nobeno. V njej Aurikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno, a vrh strme pečine grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vsebine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena predraga, te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom.
kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v lepi dragi. Tam, kjer encijam plav v Prešerno vohal, nežno vabi. V to dolino zeleno me vliče tako kot nobeno. Njej Aurikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. A z visoke pečine grad kameno bojo spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vsebine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Ja, tako kot so bili legendarni Avseniki, so njihovi nasledniki Gašperji, prav tako in ko v tej kvintetovski instrumentalni zasedbi to tako zveni kot nobena druga glasbena zvrst v Sloveniji. Šlo je za pesem Murke, ki je s pomenljivim besedilom, ki je Slavko Avsenik kot edina ni nikoli pustil prepesniti ali prevesti v tuj jezik. Demos je nastal zato, da išče rešitev in rešitev so verjetno potrebne tudi 35 let kasneje. Rešitev je vrnitev k našim koreninam, ko ve se, kaj je prav za rod v deželi tej, globok poklon iskreno tistim vsem družinam, ki delo in poštenje jih vlečeta naprej. Rešitev je v tem, da čuvamo ognjišča, da zemlje ne prodamo prav za noben denar, in da, ko kdaj nevedni prišli bi do križišča, zašli ne bi nikoli, ker zanjo nam je mar. Rešitev je v tem, da sami gospodarji ostanemo na svojem, od zemlje do neba, da ne bi nas potolkli nestreljene vihari, ki pravijo, da spolov kaj več je kakor dva. Rešitev je v tem, da ve se, kdo je mama in ve se, kdo je oče, saj tretje ni poti. Ko šlo bo za obstanek, ne boš ostala sama, saj zate, domovina, bi dali svojo kri. In še ena od ponujenih rešitev za ta narod je, da damo prostor vsem, ki jim je mar za Slovenijo in ki lahko Slovenije kaj ponudijo. Prostora dovolj je za vse, ampak to ne gre v spregi s tistim, kar se dogaja. Prostora dovolj je za vse, za misli odprte, za ogenj in led, ni sanj prepovedanih, vsak naj uspe, prav vsakdo, ki pustil na poti bo sled. Prostora dovolj je za vse, različnost pod Alpami naj bogati, nikomur naj vrat se zato ne zapre, ki misli drugače kot jaz ali ti. Prostora dovolj je za vse, ne smemo preštevati se, kakor nekdaj, vsak naj pokaže, kar zna, da začne, in ne, da bi ga spraševali zakaj. Prostora dovolj je za vse, za brate in sestre na raznih straneh, mar niso od nekdaj obljube bile, da bomo gradili na lastnih ljudeh. Gašperji. Slovenska pesem je v zibko položena, ves čas od nje sem črpal svoj zaklad. Slovenska pesem in ta ljubezen njena, ki še na jesen nosi mi pomlad, ki še na jesen nosi mi pomlad.
noša narodna, kako je lepa, čeprav že stara, bržunasta in žametna. In kam žolca reče vezana, oj gumbe mal se iz srebra, a na verižci veliko uro in dva srebrna dolarja. Kupili, oj, ki je zdaj že tisti čas. Takrat pri momci so se ženili in ko so že hodili vas. Pa v nedeljo odprl bom spinjo, oblekel bom še nošo jaz. Ker pojdem ženice k dekletu in vriskal bom čez vas na glas. Ja, lepa pesem, ki je prevzeta s tradicijo, ta je govorila o narodni noši in če bi bilo tako, kot pravijo Gašper, ne bi bilo treba zdaj tradicije ponovno nekaj obujati, ker je sploh ne bi prekinjali. 35 let pozneje je treba povedati. Nihče več ne bo roke dvigoval nad tabo, nihče več ne bo potisnil solza v pozabo, nihče kot takrat metal ne bo kamnov vate, nihče kot takrat ti škorni ne gre čez strate. Nihče več ne bo ukradel ti spet spomina, nihče več ne bo potlačil te domovina. Nihče kot takrat ne vržete na kolena, nihče kot takrat izbrišeti ne imena. Nihče kot takrat, nihče več ne bo, nihče več ne bo, nihče kot takrat šel s trnjem na tvoje svetove, z vihari na tvoje vrtove. Nihče več ne bo, nihče kot takrat, nihče kar tako zaprl ti vrat, ker vrata so vedno odprta v pomlad. Ker vrata so vedno odprta v pomlad. Smo pri koncu, ker ni ga tega ansambla na Smetu, ki bi ga poslušal več kot 3 ure. Dej, Gašperi bomo daleč, pa jaz pod tem. Treba povedati, da so za nastale dogodke v Sloveniji seveda bili zaslužni, lahko rečemo, vsi, ne v smislu, kot so zdaj eni krivi za vse, kar se dogaja, ampak eni so bili zaslužni bolj, eni manj, eni so povlekli ta narod naprej, mu dali poguma, tvegali svoje življenja in še najmanj, kar je bilo kariero. Zato posvečam na koncu pesem, ki jo bom prebral, pesem očetov slovenske države. Fantje, poslušajte to, ti pa si poskusi iz tega narediti valček, ne vem, Danilo, zdaj bom jaz najprej prebral, če ne bo šlo, končamo. Hvala, ker znali ste vedno vstati, ko so vas znova in znova teptali. Hvala, ker niste obstali pred vrati, ko so ostali pred njimi obstali. Hvala, ker nehali niste verjeti, da domovina rodi se v državo. Hvala, ker niste obupali z leti, ko ste v navzkrižje hodili s postavo. Hvala za vaše pogumne korake in da povlekli naprej ste Slovence, saj ste verjeli v ljube rojake, da so naposled stopili iz sence. Hvala, da niste se nikdar predali, nikdar v tla niste sklanjali glave. Hvala vam, Jože, da niste se bali. Hvala vam, Oče,
slovenske države. Hvala. Ko so vas znova in znova teptali, hvala, ker niste obstali pred vrati, ko bi ostali pred njimi obstali. Novina je z vami takrat stopila in novo pomlad. Novina imela vas je, treba bilo, hvala za vse. Hvala, ker nihali niste verjeti, vam domovina rodi se vzdržamo. Hvala, ker niste obupali slednji, ko ste navzkrižje hodili s postavo. Novina je z vami takrat stopila v novo pomlad. Novina imela vas je, potreba bilo, hvala za vse. Hvala za vaše memorale, doliki naprej ste Slovenci, saj ste verjeli v ljube rojake, da so na pot ste stopili iz sence. Novina je z vami takrat stopila v našo vladat. Novina imela več vas, hvala, da niste se nikdar predali, nikdar v tla niste sklanjali glave. Hvala vam, Jože, da niste se bali, hvala vam, oče slovenske države. Dajmo skupaj. Domovina je z vami takrat stopila v novo pomlad. Domovina imela vas je, potreba je bilo, hvala za vse. Novina je z vami takrat stopila v novo pomlad. Domovina imela vas je, potreba bilo, hvala za vse. Domovina imela vas je, potreba bilo, hvala za vse. Ker ni veselice brez golice, dajmo še to, fantje, preden se razidemo. Golico. Še bolj na poskok.